Pozdravljeni v minutah za kulturo. Tokrat gostimo pevko prepoznavnega vokala Severo Giorin. Hvala lepa. Predvsej nastopate v različnih kombinacijah po slovenskih kulturnih domovih in gledališčih. Je tam občinstvo kaj drugačno, kot je pa sicer v klubih na stoječih koncertih? Ja, absolutno. Mislim, da je v bistvu zelo pomembna razlika, kakšna vrsta koncentracije je na koncertu. Tako za nas gor na odru, predvsem pa za tiste v spodje. Se pravi, čim sediš, jaz si kar tako nekako predstavljam, da veliko lažje prideš do neke meditacije, nekaj tazga, lažje se še bolj posvetiš, ker sediš in to, ni, da se malo pogovarjaš, da malo naročaš. Občinstvo bolj pozorno, verjetno, ne? Ja, tudi telesa ti ni treba obvladati, ti si in si, ne. In je to večja odgovornost od nastopajočih? Ja, je na nek način majhen lažji, če so moteči faktorji, v tem smislu lažji, mislim, nimaš mogoče toliko sam te koncentracije pa treme, ampak v bistvu je optimalno meni, da se sedi. Tudi mislim, da imamo tako muziko, pač te, ki delamo skupaj, ne vem, Dan Lapanja, moj brat Gal, tako naprej, da imamo vsi neko tako glasbo, kjer je skoraj treba, da se sedi pa posluša, Mislim, ne, ni treba, ker glih zadnjič v Ajdovščini dol nismo in je bilo super. Se nekaj drugega zgodi, ljudje rajajo, en drug kontakt imaš, tudi konec koncev majčkeno mlajši ljudje pridejo, mogoče ne, ker lahko vmes, ker je bolj socialen moment, je bolj zabava, bolj družabno. Za vami je precej razgibana kariera. Bili ste članica zasedbe Olivija, nastopate v duetu s kitaristom Dejanom Lapajnetom in z bratom Galom in svojo skupino. Prav tako ste posneli precej zanimivih duetov. Kako se znajdete v vseh teh sodelovanjih? Ja, moram reči, da mi to kar nekako ustreza, drugače bi še bolj pazila na to, kaj pa kako. Že tako se zelo nazaj držim, tudi za koncertna sodelovanja ali pa če s kom, ne vem, na plošči ali pa kaj tazga. Večkrat pomislim, če je to. Pogosto kličejo razni glasbeniki? Srednji, ne vem, kako ne rečem. Se zgodi, ni zdaj pretirano, ampak se zgodi. Pazim glih za to, da ni nekako, da se res pač, da delam tisto, kar se mi zdi najpomembnejše, da delam pa tiste stvari, tiste vsebine ali pa s tistimi ljudmi, ki mi nekako največ pomenijo. To se pa vse vedno tudi v času spreminja, mislim, nikoli ne veš, kako se boš počutil, ko ga boš srečal, kakšna muzika te bo srečala. Kaj se bo zgodilo, verjetno zadnje na samem tem sodelovanju? Ampak imam to zelo rada, tudi recimo ta projekt, ki ga Magal zdaj s Cantabile, simfoničnim orkestrom, je zdaj leto pa pol, koliko časa že traja turneja po kulturnih domovih. To je tudi ena taka izkušnja, ki je neprecenljiva že zaradi tega orkestralnega momenta. Spet pa to, ta neka koncentracija, ki se jo lahko doživi v dvournem nastopu, nekje v enem sedečem ambientu, je nek vrhunec te glasbe, kakor jaz to vidim. Pa tudi, recimo, pop glasba dobi tudi večjo težo in resnost, če se tudi odvisno od samega prostora, verjetno, kjer se tudi izvaja. Ja, glih pri tem projektu je bilo dostikrat videti, se smo že tako, bi ljudje bili lahko bolj sproščeni, bi Slovenci lahko bili bolj sproščeni, na začetku smo malo zadržani in tako naprej. In se vidi, da ko pridejo na simfonični orkester, da se jim mogoče zazdi, da zdaj bo pa treba biti zelo tudi komorno občinstvo, zelo kulturen, Čeprav kultura pomeni neka umika, nekaj splošno človeškega v bistvu. Tako da mislim, da je fejst razbil te predsodke v bistvu in z načinom, kako to podaja, ki pol skoraj tam stand-up, kaj vmes pove, ali pa malo bendovskega zvoka se zmeša z simfoničnim, kjer je tam, ne vem, 800 ljudi. In se na ta način, po mojem, res neke bariere premostijo. Tako da se ne morem delati razlike med simfonično ali pa malo bolj rock, pop ali pa časovni skice, ki smo naredili z Borutom Činčom. Se mi zdi, v odnosu do tega je vse eno in isto, zares so pa to različni svetovi zelo.
Poleg albumov z Olivijo in nekaj gostovanj ste izdali zanimiv meditativen album Časovne skice z Borutom Činčem. Je bolj ali manj po nesreči se vam je preprosto zgodil, ne? Ampak pri vsem tem pa še vedno nimate samostojnega prvenca, ki ga tudi jaz zelo dolgo čakam. Ja, mi je včasih kar malo neroden, ker se ga pravzaprav res čaka. Mitja Vrhovnik Smrekar, Gav, moj brat, Gregor Stremecki, Maja oziroma kot Bilbi jo poznamo, Rok Vilčnik, to so v bistvu vse eni ljudje, ki sodelujemo že nekaj časa in kot ustvarjalci, kot avtorji. Jaz se nekako trudim avtorsko izražati, ampak nimam tega dometa toliko močnega in v bistvu bolj nekako kličem te ljudi, zato da pridem čim prej do tega izdelka. Zdaj v zadnjem letu smo pa pač že nekaj novih pesmi nabrali. Ja, tako da vsaj to sem si rekla tudi pred časom, da je očitno to pot zame tudi zaradi tega, ker bolj počasi produciram, da vmes se posvetim tudi eni pesmi, s tem, da se jo nekako oplemeniti, kakor se da, izda v pravem času, naredi orang, mogoče tudi spot in tako naprej. Za jug snimamo spot zdaj, zdaj je še kaj prostora tam na jugu oziroma je že v produkciji. Ker ste ena najbolj prepoznavnih slovenskih pevk, predvidevam, da ste že nastopili v vseh večjih krajih Slovenije. Še kakšen kraj, kamor bi radi bili povabljeni? Dobro vprašanje. V bistvu nobenega konkretnega se ne spomnim, ampak velikokrat presenetijo majhni kraji, vidim. Ne vem, Stari trg pri Ložu mi je ostal močno v spominu izpred parih let nazaj. Tja bi se vrnila, recimo. So ljudje v takšnih manjših krajih verjetno še bolj žejni kulture, ker imajo verjetno redkeje priložnost biti bi se strinjala žejni, bi šlo, Jaz tudi, ena izmed mojih prvih služb je bila, da sem bila vodička v Moderni galeriji, tako da so prišli otroci osnovne in srednje šole od Ljubljane in od Ozunj. In je bila velika razlika recimo med Ljubljančani pa tudi eni, ki so že prišli iz Domžal ali pa še majčkeno bolj stran, že takoj se vidi. Ljubljančan ti reče, to pa jaz poznam, jaz sem tam čez cesto doma, ne. Tak je malo meščanski v bistvu pristop, ne, na trenutke majčkeno freh tudi, ne. Tako da bi šlo sigurno za vse te stvari, ne. Se tudi recimo kot glasbenik vidiš, kako te pogostijo izven Ljubljane, ne. Manjši kot je kraj, večja je pojedina. Ja, in to je srce, to je lepo, to je super, bi tudi v večjih mestih, ne, se Ljubljana ni toliko majhna, bi lahko še kakšen golaž ponudili pa to. V nedeljo boste imeli v ljubljanski Drami v okviru cikla Akustika koncert svojo zasedbo. Napovedan pa je še en decembrski koncert, torej je prvi že razprodan. Ja, prvi je že razprodan, Dejan Lapanja kitara, Gašper Peršer bobni, Žiga Golob kontrabas in jaz na glasu in tudi Mečka na kitari bomo spet nastopali. To je ta zasedba, ki smo Program pa bo kakšen? Kako sestavljen? Program je v bistvu te avtorske pesmi, ki so se nabrale v zadnjem času, Sej vame od Mitje Vrhovnik Smrekarja recimo, oziroma Milo Kačič uglasbil, ali še kaj prostora tam na jugu, kakor da se nič ni zgodilo, Ti si moje srce in tako naprej. Potem Olivija, nujno v bistvu moj repertoar, ki mi spremlja ves čas in jaz mislim, da tudi v veliki meri nekako dela mojo vsebino, da orang zgledam, da imam, ne. Tako da absolutno Olivija. Hkrati pa pol še domače priredbe, avtomobili recimo, imamo eno pesem od njih, ki pravzaprav vedno izvajamo. Tudi kakšna tuja priredba se najde, majčkeno odvisno od razpoloženja, ampak je kar poudarek na teh domačih, takih mogoče bolj B-stran, ne? B-stran singla, Mislim, če se le da take najdeti, jih imam rada. Hvala lepa, to so bile Minute za kulturo, Severo Džurin.